dejansko, če si to zdaj čisto plastično predstavljamo, če gre za jetra oziroma za srce ali pljuča, se dejansko lahko zgodi, da se kirurga zbudi sredi noči in se reče v Avstriji je na voljo. Recimo, čez 2 uri že letimo, ker bo odvzem organov v Sloveniji ob 4, zdaj so njega zbudili ob polnoči, ob 2 mora že leteti, pridejo v bližino. Pri nas začnemo dejansko lahko ob 4 zjutraj, takrat tisti kirurgi, ki pridejo naši na odzemno mesto, recimo, da smo zdaj v bolnišnici Ptuj, že opravijo prvi pregled, začnejo z odpiranjem obeh telesnih votlin, pregledajo vse organe. Pa imamo hkrati 2 operaciji. Ena operacija je, ko organ vzamemo iz darovalca. Res je. In druga operacija... To sem hotel pa nadaljevati. Izvolite, ja. Ko vidijo te tujci zdaj, ki pa nastopijo za abdominalno ekipo ponavadi, ki naredi osnovni pregled, pristopijo k mizi, pa pogledajo, če je organ, ki ga nameravajo odvzeti v redu, naredijo včasih še dodatne preiskave. Torakalni kirurgi, kot strokovno rečemo, tisti, kot vzemajo pljuča, zmeraj naredijo še bronhoskopijo. Potem javijo v prejemniški center, domov se pravi, v redu je, lahko začnete s pripravo prejemnika. Podobno naši za srce. V realnosti takrat, ko avion s srcem pristane na Brniku, če imamo mi našega prejemnika, začnejo z odvzemom starega srca pri prejemniku in ga prikločijo na zunanji krvni obtok, da lahko počaka v bistvu z odprtim prsnim košem brez svojega srca, da potem sledi hitra presaditev. Tako mamičkem znanstveno fantastično zveni, ampak na ta način se dejansko privarčuje tisti čas, ki ga potrebuješ. Ker tiste ure, ki sva jih prej omenila, so skrajne ure, ki jih ne želimo preseči. Vsaka ura, ko postopek izvedemo hitreje, je dodaten plus za prejemnika. A imamo slučajno kakšno posebno listo za otroke? Posebno, pediatrični pacienti so tudi znotraj Eurotransplanta posebej obravnavani. Mislim, da je do starosti 16 let prav poseben program, ki je namenjen njim. Tako da se ne zgodi, da bi majhni otroci dobili, ker tudi po velikosti ne more jeti prevelik organ v premajhno osebo. Išče se tudi tukaj neko ujemanje. Je pa zanimivo, da organ pri majhnem otroku z njim potem naprej raste, kar pri odraslem ni specifika. Kjer so programi zelo zahtevni, presaditve, tukaj so majhna anatomija, če nimaš, kirurgi se vedno zavedamo, da je potrebna dolga učna pot, da si ti v nečem zelo izkušen. In roko na srce, nihče ne želi tukaj pretiravati, pa se nekih pionirskih postopkov, če za to ni več potrebe. Zato pri zelo redkih operacijah raje sklenemo dogovor s centri v tujini, ki imajo večjo frekvenco teh presaditev. Tako imamo zdaj dve taki možnosti, sicer je bolnišnic malo več, ki sodelujejo, ampak v grobem rečeno otroci, ki so lažji, mislim, da od 30 kg, pa potrebujejo presaditev jeter, se večinoma to izvede v Bergamu v Italiji. Tukaj imamo posebej tako imenovan dvostranski oziroma twinning agreement, ker Italijani so zunaj Eurotransplant, ampak na poseben način tudi tukaj lahko vračamo dolgovane organe. Drug tak primer je pa zdravljenje majhnih ledvičnih pacientov v Gradcu. Tako da je res v Sloveniji poskrbljeno za vse, ki tak način zdravljenja potrebujejo. Okej, a midva se lahko malo še dotakneva nekih predsodkov, ki jih ljudje imajo v zvezi z darovanjem organov. Recimo, ko sem se jaz s prijatelji pogovarjala o tem, kaj bom snemala za naslednjo epizodo, mi je prijateljica rekla, okej, saj jaz bi darovala organ, ampak ni šans, da vnaprej na to pristanem, zato ker bohaj, kdo te lahko nekje ustreli, ki ve, da si na čakalni listi, ali pa ki ve, da bodo tvoji organi primerni. To ste se delno do tega že opredelili, ker ste sami rekli, da je to poslovna skrivnost do trenutka smrti. Ampak, če pa ti sam komuniciraš, če jaz sama povem, jaz pa sem podpisala, jaz pa želim, da se moji organi donirajo in je to splošno znano dejstvo, a sem potencialno lahko žrtev kaznivega dejanja z namenom, da bom postala donator. Ne vem, kako ne vam zdaj govorim, odvisno, komu ste to zaupali. Če ste to zaupali zdravstvenemu osebju, smo mi profesionalno zavezani k molčečnosti. Tega ne bo noben zlorabil. Drugo pa,
Ne vem, jaz sem kar malo občutljiv na to, da je v Sloveniji toliko teh teorij zarote, ki se v praksi ne dogajajo. So razne zlorabe na drugih področjih. Tukaj imamo 1001 varovalko. Vsak, ne bom rekel samo zdravstveni delavec, tudi sodelavci različnih strok, če bi opazil, da se je karkoli zgodilo, kar je izven dogovorov, bi to morali javiti. Nismo imeli niti enega primera zlorabe, nobenih preskakovanj, čakalnih vrst, iskanj bližnjic z naše strani. Lahko rečem, da so nekateri pacienti kljub kratkim čakalnim časom na čakalnih seznamih šli v tujino poiskati bližnjico in so to kar drago plačali. Potem so prišli sem se zdraviti s posledicami, pa ne vem, mislim, da se za nekatere tudi ni v redu izteklo. To v Sloveniji ni treba početi. Vsak organ je natančno nadziran, njegova pot je jasna, imamo tako imenovan follow-up, imamo javljanje neželenih dogodkov pa reakcij, tako da sledimo presaditve tudi potem tistim, ki niso naši slovenski prejemniki, ampak v tujini in obratno. Vsakega znotraj Eurotransplanta zanima, če so bili organi od njihovih darovalcev uspešno presajeni, a se je karkoli posebenega zgodilo. Če najdemo kaj naknadno, včasih ne veš popolnoma, je neka sprememba, kot so kirurgi, ki so v kirurgiji našli med eksplantacijo maligna, ne, so potrebna še dodatna specifična barvanja, rezultati histopatologije pridejo v 5-6 tednih šele, in če se res najde nekaj, kar ni v redu, takoj sporočimo, vemo, kdo je dobil določen organ, tako da tukaj je znotraj te mreže, lahko rečemo, ni skrivalnica. In tudi skupaj smo sooblikovalci teh alokacijskih pravil, komu je kaj dodeljen, tako da to je nek dinamičen fair play. Kaj pa mit, sem kadilka ali kadilec, nisem primeren za darovanje organov? Ja, teh predsodkov, da ljudje sami ocenijo, da se ne bi vpisali v register, ker itak niso dovolj zdravi, to zdaj poskušamo večkrat naglaševati v različnih medijskih pojavljanjih. Ne skrbeti za to, sploh naj vas to ne obremenjuje. Številni ljudje imajo zdaj pridružene bolezni, pa so še zmeraj lahko primerni darovalci, tako da o tem bo odločal strokovnjaki, če do tega pri vas pride. Kaj pa črni trg? Trgovine z organi, nezakonite seveda trgovine z organi. Ja, to se dogaja v državah, kjer imate velike razlike med bogatimi pa revnimi, kjer imate slab donorski sistem, kjer mogoče tisto, kar je bazira samo na živih darovalcih, že tukaj se lahko zlorabe dogajajo. Zato pri nas, če ste živi darovalci ledvice, 1 do 2 dogodka približno na leto se tudi zgodita v Sloveniji, greste čez posebno etično komisijo. Samo tisti, ki so res čustveno povezani ali pa sorodstveno povezani, so lahko darovalci. Tako da tukaj imamo v Sloveniji že vzpostavljen kup varovalk. Zlorab na tem področju pri nas ni bilo. Vsakič, ko se pogovarjajo v medijih o trgovini, se tudi na nas obrnejo, pa jim lahko enostavno pokažemo vse, kar imamo. Torej pri nas ni mogoče, da bi recimo jaz prodala eno od svojih ledvic? Lahko poskušate, samo vas bojo prijavili, tako ja. Popolnoma altruistično je celoten sistem nastavljen, nihče za to ničesar ne dobi. Edina stvar, kar je in je tudi logična, je kompenzacija stroškov zdravljenja tistega, ki je živi darovalec. Zato, ker v tem primeru pa postanete za nekaj časa bolnik, ste lahko zdravstveno ogroženi in se pokrijete stroške zdravljenja, dokler niste spet dovolj zdrav, da greste lahko nazaj na delovno mesto. A bi lahko nam mogoče za konec povedali en pozitiven primer ali pa razlog, zakaj bi nekdo, ki naj jo je danes poslušal, recimo se odločil, pa se uvrstil na listo darovalcev organov? Če ne drugo, bi ljudem želel odpreti oči, niso samo odrasli tisti, ki zbolevajo za takimi boleznimi, tukaj so razne avtoimunske bolezni, redke bolezni, nenadne okužbe, ki lahko pripeljejo do končne odpovedi organov, kar nekaj otrok, kar nekaj mladih odraslih. Po drugi strani pa takrat, ko zapustiš ta svet, v bistvu nimaš kaj izgubiti. Tvojega življenja je konec, s tako odločitvijo pa lahko nekomu pomagaš dejansko preživeti. Imate kakšno lepo zgodbo, ki bi jo delil z nami? Poznate koga, ki mu je darovan organ spremenil življenje, mu omogočil ponovno rojstvo? Ja, poznamo jih veliko, redno sodelujemo s Slovenskim društvom Transplant, skupaj smo v sklopu enega projekta posneli tudi 15 filmov, tako da ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, kjer lahko te zgodbe pogledate. Gre res za ljudi, ki so se polno vrnili nazaj v življenje, in če vas njihove zgodbe ne bodo prepričale, naj vas pa vsaj te o majhnih otrocih, ki smo jih zadnja leta prikazali v medijih.
Najlepša hvala za vaš čas, za vašo požrtvovalnost, pa hvala tudi v celotni vaši ekipi, vsem kirurgom, pa vsem, ki tako potrpežljivo delate na teh altruističnih ravnanjih. Hvala. Najlepša hvala vam. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.